Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji na portalu Umetna inteligenca v Sloveniji. Zelo logično. Živijo, jaz sem Peter in danes še en pogovor, kjer se pogovarjamo s slovenskimi podjetji in inštitucijami, društvi, inštituti, bomo videli, o tem, kako uporabljajo umetno inteligenco, kako uporabljati umetno inteligenco in vse poleg tega. Če vas te tematike zanimajo, v našem arhivu lahko najdete pogovore z GenI-jem, pogovore z Krpanom, pogovore z Donatom in še katere druge slovenskim podjetjem. Naročite se, zato ker prihajajo intervjuji z T2-jem, pa zagotovo še kom. Astra.si bo prišel povedati, kako uči matematiko slovenske srednješolce in ostale šolajoče se. Jaz sem Peter, več o meni lahko najdete na sales.si, če rabite svetovanje o uporabi umetne inteligence ali pa izobraževanje na to temo, sem verjetno ta pravi. Evo, danes z mano sta Jasmina in Tadej. Živijo obema. Čau. Čau. Jasmina in Tadej, vidva sta oba sodelavca, člana društva Danes je nov dan, Inštituta za druga vprašanja. Katera so druga vprašanja? Najprej eno vprašanje je, a smo res društvo? Ne, ampak smo zavod. Ok, sorry. Druga vprašanja, poskušamo se osredotočiti na teme, ki mogoče niso v prvem planu ali pa niso zelo očitne, ali pa so pač še neke teme, ki mogoče jih mediji takoj ne pograbijo, pa se tičejo, ne vem, človekovih pravic, se tičejo, kako participiramo v društvi, se tičejo neke pravičnosti, odprtosti, vključenosti, in poskušamo pač govoriti o nekih takih temah. To je pa zelo veliko tem. Ok, super. Jasmina, če si že pri mikrofonu, kaj ti počneš na Danes je nov dan? Kaj je tista glavna stvar, s katero se ukvarjaš? Glavna stvar, s katero se ukvarjam na področju umetne inteligence, je v bistvu neko policy delo, se pravi, ukvarjala sem se veliko z aktom o umetni inteligenci, zdaj v zadnjih 2 letih. Zdaj naprej pač tudi z implementacijo akta, z neko zakonodajo povezano z umetno inteligenco, z izobraževanjem o umetni inteligenci. Drugače pa moja primarna vloga je tudi spletno oblikovanje, no, tako da imam tudi malo nekega takega backgrounda. Ok, super. Tadej, kaj pa ti? Ja, moja vloga je pa bolj tako nekako načrtovalska, produktno vodenje, če rečemo temu, še tako informacijska arhitektura. Jaz v bistvu poskušam pač nekako konceptualizirati neke te projekte različne oziroma kampanje ali pa orodja, ki jih razvijamo, pa potem malo sodelovati tudi pri njihovi promociji oziroma komunikaciji, na kak način naj se predstavijo javnosti. Ok, super. Danes je nov dan poznamo kot tistega, ki dela svašta orodij in poskuša opozarjati na izjemno veliko količino stvari, ne? Nekako, ne vem, po moje ste s Parlametrom prišli nekako v širšo javnost, začeli vplivati na to, kako ljudje prepoznajo, kaj dela politika in kaj govori politika. Zdaj, naštevanje teh vaših orodij bi bilo po moje preveč za ta podcast. Ne vem, kaj je to. Parlameter, potem vse, kar je s tem povezano na različnih nivojih, pa za različne države, potem imamo Open Books za nevladne organizacije, potem imamo še kaj drugega na nivoju umetne inteligence, pa register rabe umetne inteligence v Sloveniji, razkrinkaj AI, pa zagotovo še kaj, na kar sem malo pozabil. Mogoče, zakaj rabimo register rabe umetne inteligence v Sloveniji? Mislim, zakaj dobro vprašanje. Zakaj rabimo register rabe umetne inteligence, ne rabimo pa registra rabe računalnikov? Zato, ker načeloma računalnik, ko ga nekdo uporablja, ta računalnik nič
naredi sam za sebe, ne vpliva na življenja drugih ljudi. Medtem ko umetna inteligenca, sploh uporaba umetne inteligence v javnem sektorju, ima nek vpliv na življenja drugih ljudi, se pravi državljanov. Ko nekdo pač uporablja umetno inteligenco, da mu umetna inteligenca pomaga, ne vem, odločiti se, a bo neka oseba dobila socialno pomoč, a bo dobila stanovanje, to ima zelo velik vpliv na življenja državljanov in državljank. In zato se nam zdi pomembno, da se pač, da vemo, da imamo informacije o uporabi umetne inteligence, da razumemo, kako se uporablja, zakaj se uporablja, kako deluje, na koga vpliva in da je to pač neka javna informacija, zato da tudi lahko posamezniki, če se mi zdi, da je karkoli se narobe zgodilo, bila napačna odločitev sprejeta, pač razumejo, kako je bila sprejeta in se proti temu borijo, ker načeloma umetna inteligenca po trenutni zakonodaji se neke take odločitve ne bi smele sprejeti samo na podlagi umetno-inteligenčnih sistemov, ne? Tako da imamo tu neke pravice, ki nas ščitijo, po drugi strani pa tudi, če hočemo, če gremo pač kot družba v smer, da pač bo vedno več umetne inteligence se uporabljalo in razvijalo, moramo pač zaupati takim sistemom. In če ne vemo, kaj ti sistemi so, ne vemo, kako delujejo in o čem se odločajo, jim pač ne moramo zaupati, ne? In to bi mogla biti neka osnova neke demokratične družbe, kar pač zaenkrat država ne dela, ne. In vi ste se tega lotili tako se zagre, ne samo našteti 7 različnih umetnih inteligenc, ampak ste organom, ki uporabljajo umetno inteligenco, poslali zahtevke do dostopa informacij javnega značaja in poskušali pridobiti čim več nekih različnih informacij o tem, kaj se uporablja, zakaj se uporablja, kdo je to naredil, koliko je to stalo. Kako težko je priti do teh informacij, ker osnovna ideja je sploh pogruntati, da nekdo nekaj ima, je verjetno že problematično, ne? Ja, zdaj ta cel proces je kar dolg in zahteven, ja, in zato tudi zaenkrat na našem registru rabe umetne inteligence je objavljenih 9 takih sistemov, pač to ne pomeni, da v Sloveniji jih je 9, ampak pač to je 9 sistemov, o katerih smo dobili informacije, da obstajajo in da smo pač lahko karkoli o njih napisali. Kako smo raziskovali sploh to, smo začeli z nekim branjem novic, ker včasih pač se kdo pohvali, da uporablja umetno inteligenco in pač je bil to en indic, da policija je rekla, da uporablja face trace, ne? Da imajo sistem za prepoznavo obrazov in pač zato smo lahko poslali konkreten zahtevek za informacije javnega značaja, ker smo pač vedeli, da to obstaja. Medtem ko na neka druga ministrstva, druge inštitucije, kjer nismo vedeli, če karkoli uporabljajo, smo najprej poslali samo neko tako poizvedovalno pismo, zdravo, uporabljate kaj umetne inteligence in včasih smo pač dobili kako informacijo, ampak večinokrat smo dobili informacijo, ne, mi ne uporabljamo umetne inteligence, nič se ne dogaja, nobene odločitve, čeprav smo pač mi že imeli iz medijev, iz nekih, ne vem, letnih poročil Fursa, letna poročila policije, pač vse take stvari smo pregledali, kjer pač so neki sistemi omenjeni, smo imeli informacije o tem, da pač neki uporabljajo, ampak sami ali ne vejo, da to je umetna inteligenca, ali pa pač se pretvarjajo, da ne uporabljajo. Tako da, ja, pol pa pač zahtevki za informacije javnega značaja, prebrati vse dokumentacije, ki so nam jih poslali in pač poskušati narediti neke razumljive, jasne, preproste opise, da lahko vsakdo, ki pride na register, razume, kaj neko orodje je. Ja. Okay. Super. Bomo dali v povezave do tega posnetka tudi povezave do vseh teh orodij. A na Darsu ste že bili? Ja, na Darsu smo videli, da se uporablja pač e-vinjeta, to je nek sistem, ki ga po mojem, ker vsakdo, ko ima avto v Sloveniji, pozna, za avtomatizirano preverjanje e-vinjete in tukaj se uporabljajo pač umetno inteligenčni sistemi za prepoznavo registrskih tablic, za prepoznavo modela avtomobila, tako da, ja. Hvalili so se z nekimi modeli napovedovanja prometa na slovenskih avtocestah. Na eni konferenci, ko sem bil,
PR-ovcev javnega sektorja so razlagali, da to imajo. That's all I know. Ok, Mogoče jih še vprašajte za to. cool. Hvala. Bomo. Ok, kaj pa je razkrinka AI? To pa je orodje, s katerim se lahko naučimo pogruntati, katere slike so narejene z umetno inteligenco in katere ne in zakaj. Zakaj pa to rabimo? Ja, tukaj je osredotočeno predvsem na generativno umetno inteligenco, ne, se pravi na vsebine, ki so ustvarjene z temi raznimi orodji, ki jih je vsak dan več. To je bil poskus projekta medijske pismenosti, v bistvu, ne, digitalne pismenosti, zato ker vedno več pač teh vsebin se pojavlja na spletu, v teh spletnih okoljih, na družabnih omrežjih in tako naprej. In obenem je pa vedno teže ločiti med tem, ali je to zdaj resnična fotografija oziroma videoposnetek, ali gre pač za neko generativno zadevo. In pač naš namen tukaj je bil predstaviti nekaj najbolj očitnih primerov oziroma najbolj očitnih namigov, stvari, na katere je treba biti pozoren, kadar pač presojaš, kadar se srečaš z neko vsebino na spletu, za katero mogoče sumiš, da bi lahko bila umetno zgenerirana. In pač zato smo naredili v bistvu tak nek kviz, ne, tudi zato, da je bolj, da ni samo tako neko predavanje ali pa samo neka gora teksta, kako zdaj to moraš razumeti, ampak da v bistvu lahko tudi sam preveriš svoje spretnosti na praktičnih primerih in se potem skozi praktične primere tudi naučiš, na kaj moraš biti pozoren. In smo tudi v bistvu bili kar malo presenečeni nad odzivom, ker smo tudi eno anketo naredili vmes in smo pač videli, da v bistvu, mislim pa tudi glede na rezultate, ko spremljamo, koliko ljudi zadane ali pa ne, ali je neka stvar na kvizu umetna ali ne, smo videli, da ni tako preprosto. No. Mogoče, mislim, vsaj meni osebno, ko sem mogoče malo bolj v tem noter, se mi zdi, da imam že takoj da na prvo stvar takoj vidim nekaj ustvarjeno z nekim algoritmom ali ne, medtem ko večina ljudi pa seveda tega nima, ne. Še posebej pa se mi zdi, da so ranljivi starejši ljudje, ne, ki že itak niso toliko digitalno mogoče pismeni in se mi zdi, da so potem še hitreje podvrženi nekim manipulacijam, katerih pa, kot vemo, je malo morje. Kakšen pa je odstotek ljudi, ki pogrunta, kaj je AI, kaj pa ni? Zdaj, odstotka za vsa vprašanja nimam, ampak je pa seveda odvisno od tega, kakšna slika je. Ne. Zdaj, na začetku imamo tako narejeno, da na začetku poglavja, ne, imamo več poglavij, recimo eno je za preverjanje obrazov, drugo za okolja, eno je osredotočeno na nek kontekst, in tako naprej. In ponovadi je tako narejeno, da na začetku so neki lažji primeri, ne, in tiste ljudje še nekako zadanejo, ne, ampak na koncu poglavij so pa ponovadi taki primeri, kjer res s prostim očesom praktično ne moreš več ločiti, ne, med umetnim in resničnim, kar tudi je nekako naše sporočilo tega orodja, da v bistvu sploh ne bo več pomagal, dolg ne bo več pomagal, da mi iščemo neke namige, pa tam štejemo prste ali pa gledamo neke obrise senc in tako naprej, zato ker bo pač, kot najbrž sam veš, no, so pač ti sistemi že toliko napredovali, da bo res težko razločiti stvari in to bo nek krasni novi svet, v katerega prihajamo in si malo tudi ne predstavljam čisto, kako bo to izgledalo. Ja, ne, znotraj tega orodja sem videl, imate tudi povezave do strani, ki so detektorji umetne inteligence, spletne strani, v katere naj bi človek bil sposoben, na katere bi lahko dali neko vsebino, pa nam ti povejo, kolikšen odstotek ali pa kakšna je verjetnost, da je bila ta vsebina napisana z umetno inteligenco. A so ta orodja res še relevantna v resnici? Ne, ker tako si rekel, in pri slikah, če vsaj se nekdo malo bolj potrudil, ni šans, da karkoli pogruntaš, ne? Nek Midjourney naredi slike, ki ni šans. Ne? Za besedila pa podobno. Kaj je, seveda na to ni odgovor, ampak kaj bomo naredili, ko si bomo priznali, da ta orodja ne delujejo in da je vse narejeno z umetno inteligenco?
Ja, to je zanimivo vprašanje, na katerega najbrž nimamo odgovora, oziroma bomo morali počakati, da vidimo, kaj se zgodi. Ampak ja, kot si rekel, vsa ta orodja tudi za detekcijo, za neko strojno detekcijo nekih teh vsebin, ne, so pravzaprav postajajo pač neuporabna oziroma so nezanesljiva že sedaj. Ne. Sploh pa, če ti kot nek manipulator oziroma nek bad actor mešaš, se pravi, da ne vzameš zdaj celotne slike, da vzameš mogoče samo en del ali pa da vzameš samo en del teksta zgeneriranega in potem skombiniraš z nekim resničnim tekstom oziroma sliko ali pa videom, ne. Takrat se pa meja še toliko bolj zabriše, ne, in bo res pač težko to razločiti. Zato se mi zdi, da pač moj odgovor je, no, da rabimo pač, da bomo rabili neke bolj da bo pač treba nazaj povečati zaupanje v medije oziroma neke medijske institucije, ki bodo pač delovale kot arbiter resnice, ker pač ok, za marketing pa za te stvari, pač ja, tam bo umetna inteligenca itak, bo vse avtomatizirano in vse bo zgenerirano, bolj kot ne, ampak tam zares ni problematična konec koncev, ne. Bolj je problem pri teh medijskih vsebinah oziroma pri informacijah, ki pač bi naj nekako opolnomočile državljane, da se lahko gremo neko normalno demokracijo, tam pa pol nastane problem, ne. In tukaj mislim, da ja, da pač mediji bodo nekako, oziroma upam nekako, da bo, to je neka moja crazy teorija, da se mi zdi, da bodo te stvari skupaj z dezinformacijami in to, da se bodo toliko razširile, da bo tega toliko veliko, da se bodo vsi ljudje že tolikokrat opekli nad nekimi stvarmi, ne, kot smo se danes marsikdo, tudi to smo delali anketo, recimo, a si se kdaj že katera fotka nategnila, ne. Pa je bil tudi ful visok procent ljudi, mislim, da čez 80% so rekli, da ja, da so se že kdaj zmotili. Se mi zdi, da bo tega res toliko skozi čas, da bodo pač ljudje sami začutili potrebo po nekih teh spet institucijah oziroma pač nekih teh kredibilnih arbitrih resnice in da bo potem na podlagi tega mogoče lahko nastal nek bolj zdrav ekosistem. Ampak ja, to je mogoče malo long shot, se mi zdi, da bo bolj drug scenarij, bo bolj nek kaos vse splošni. Predvsem s takimi idejami, kot dajmo content creatorje spraviti v Belo hišo, bomo zagotovo prišli do tega, ne? Ja. Ampak mogoče je pa to prvi korak k temu, da vse razpade in da pridemo na dno in se potem vrnemo z RTV Slovenija prvim programom kot nosilcem resnice. Ja, hopefully. Mislim. Malo verjetno, ampak ja. Ja, se ne vem, ne? V resnici nimamo odgovora. Ja. Če smo pri inštitucijah, koga se bolj bojimo? Ameriških ali kitajskih jezikovnih modelov? In zakaj? Boš ti Jasmina najprej? Mislim, pač, to, da snemamo februarja. Ne? Pred enim tednom je prišel DeepSeek in je rekel, mi naredimo vse, kar naredi OpenAI za 10 denarja in poskrbimo, da Tiananmen Square je pač navaden trg. Ne? In naenkrat smo bili vsi, ok, ne, to je pa zdaj resen problem umetne inteligence, ker zdaj pa kitajski bad actori, kot so jih pomenoval tudi, prihajajo noter in bodo kradejo informacije od tistih, ki so jih že ukradli, in pobirajo informacije na enak način kot vsi ostali. Mislim, moje vprašanje je, ali so kitajski modeli iz nekega političnega, moralnega načela bolj problematični kot drugi modeli in ali bomo res nekje držali pesti. V Sloveniji poteka akcija Pošljite nam svoja besedila, da lahko napolnimo slovenski jezikovni model. Manjka nam verjetno še 17 milijard tokenov, ker pač nismo tega besedila napisali. Tukaj nekje noter je eno vprašanje, ne vem točno, kaj je vprašanje, ampak ja, kaj je manjše zlo, ne, Ja. Jaz mislim, da pač da ni zares tu nekega odgovora, zato ker, kot vemo, pač tudi ameriški giganti so zelo sporni pri svojih praksah, kar se tiče etike in tudi nadzora in pač ja, copyrighta, kot si omenil. Tako da ne vem zdaj, da bi lahko rekel, da zdaj so pa Kitajci so pa še slabši.
se mi zdi, da tudi malo neke te, ne bom rekel red scare, ampak nasplošno te antikitajske propagande tukaj zraven, ker pač niso nihče ni brezmadežen, nihče ne upošteva nekih regulacij na strogo, tako da jaz se rad pošalim, I for one welcome our new Chinese overlords. Se mi zdi, da v tej bitki, da bo počasi, da to je itak del neke širše geopolitične zgodbe in pač padca ameriškega imperija in tako naprej. Danes je nov dan, oprosti, izvoli, Jasmina, z veseljem. Dodala bi zraven še sam, da tukaj velikokrat umanjka vprašanje porabe, potrošnje. In se mi zdi, da pač ta ameriški pogled na, se pravi, ta kapitalistični, do konca je treba vse prodati, do konca je treba vse porabiti. Pač poraba resursov, naravnih resursov, elektrike, vode, vsega tega z pač ameriškimi AI modeli je pač katastrofalna. Medtem ko pač tukaj zdaj je neko upanje, da ne vem, mogoče ti kitajski modeli porabljajo manj, ne. Tega pač vsaj to se meni z enega vidika zdi plus, ker pač resources are finite, enkrat je v konc, mislim pač ne morem, zdaj je pač vse te, ne vem, Microsoft, vsa ta večja podjetja so backtrackala na svojih zelenih obljubah, ne, pač ne bojo več, mislim, ne morejo uporabljati vetrne energije, ker pač porabijo preveč elektrike zaradi umetno inteligenčnih sistemov, ne, ki jih zdaj razvijajo, ne, in pač kam nas to pelje. In se mi zdi, da pač ta nek open source community malo drugače deluje, ne, in da meni se vsaj to zdi en plus, no. Sicer pač res nisem veliko še brala o tem, ne vem, kako so razvili in pač res nimam podatkov o tem, tako da ne bi ful govorila o tem, ampak Ja, ne, mislim, ta open source je tudi nekaj, kar je vredno pozdraviti. To je tudi eden od naših nekih temeljev delovanja pri Danes je nov dan. Mi tudi v kodo, ki jo damo, vse, kar naredimo, vsa orodja so vedno odprtokodna, vse objavimo, da lahko kdorkoli pogleda, kako deluje, pa da lahko mogoče kdo kaj nadgradi ali pa kaj celo popravi ali pa tako naprej. Tako da ta princip, to je nek ta starejši princip interneta oziroma digitalne tehnologije, ki se je nekako pozabil pač v teh norih 2000 nultis, pa potem 2010, ob tem norem razvoju privatnih gigantov, ne, teh spletnih gigantov. In se mi zdi, da pač iz tega vidika, pač odprtokodnost, sploh pri razvoju take tehnologije, kot je umetna inteligenca, ki bi naj bila toliko ključna in pomembna, se mi zdi bolj korekten pristop. Sicer naj bi Meta oziroma Facebook tudi počela nekaj takšnega, ne, v bistvu ta odprtokodni pristop, ampak mislim, da imajo tam vse neke omejitve, ne. Tako da Ja, pa tudi Altman je govoril, da resno razmišljajo znotraj OpenAI-ja o nekih odprtokodnih. Ja, Zdaj so začeli vsi razmišljati. Bomo videli, kaj se bo to zgodilo, ampak zagotovo, na koncu konkurenca je v redu. Kar sem hotel reči, ne, danes je nov dan, je na Twitterju in na TikToku, tako da vsem bad actorjem dajete vaše podatke. Imamo debate okoli tega, verjamem, smo tudi na Mastodonu, tako da to je. In tudi smo že debatirali o tem, kako se odstraniti iz vseh teh omrežij. Tudi za Twitter smo celo razmišljali o neki kampanji širši, da bi malo ljudi premaknili dol. Zaenkrat še nismo, še malo čakamo s tem, no, ampak težko. Pač pa tudi želimo zavestno malo več ljudi spraviti na naš newsletter, recimo, ki se nam zdi bolj pač suveren, digitalno suveren način komunikacije. Digitalna suverenost je tudi ena od naših tem, s katerimi se ukvarjamo, ker se nam zdi to ful pomembno, da pač, kot si rekel, nimajo drugi spletni giganti oziroma neke druge države ali kakorkoli nadzora oziroma vpliva nad našimi podatki. Okay.
Super. Ja. Gremo Ampak ja, zdaj. pač ne moreš se, to je pač ta večna dilema, ne moreš se izogniti nekaterim stvarem, ne, tudi če si antikapitalist, še na koncu vseeno rabiš mogoče telefon, pa potem ti reče, ja, telefon so pa naredili kapitalisti, čeprav tudi to je debatable. Ampak nekatere stvari so pač nujno zlo, dokler živimo v takem sistemu. To pa ne bi smeli te izključiti iz teh pogovorov, oziroma diskreditirati, da imaš sploh te pogovore. Absolutno. Nasprotje temu je seveda Evropska unija. Evropska unija je sprejela akt o umetni inteligenci, ravno par dni nazaj so določena poglavja iz tega akta začela veljati. Kaj so glavne stvari, ki so dobre v tem aktu, pa kaj so glavne stvari, ki so problematične v tem aktu? Verjetno Jasmina. Ja, zdaj pač akt je ful obsežen, ima ful enih poglavij, in ki še pač tudi niso zaključena, no, recimo neki ti guidelines za visokorizične sisteme in tako naprej se še pač pripravljajo, še niso niti jih še nismo videli. Kaj pozitivno glede akta je, da je pač res to ena velika zakonodaja, ko bo cross-cutting po celi Evropi veljala, enako pravno za vse, in bo pač urejala uporabo, predvsem uporabo umetne inteligence, ne toliko nujno razvoj, kar je bil pač nek strah, da zdaj bomo pa v Evropi ne bomo več mogli biti inovativni, to pač ne drži. Ampak akt ureja to rabo in pravice do pač končnih uporabnikov, niti uporabnikov, pač subjektov, ne. Zdaj, na primer, če država uporablja neko umetno inteligenco, akt načeloma bi mogel ščititi nas, državljane Evrope, pred pač nekimi slabimi posledicami take rabe. Zdaj, kar je neka stvar v aktu, ki je zelo specifična, je, da ureja rabo glede na to, kakšen vpliv ima nek umetno inteligenčni sistem na človekove pravice. In pač tukaj govorijo o sistemih, ki nimajo nekega vpliva, o sistemih, ki imajo manjši vpliv, in pa o sistemih, ki imajo zelo velik vpliv, in sistemih, ki imajo pač nedopusten vpliv, ki so pač prepovedani. Načeloma akt je strog bolj pri urejanju teh visoko tveganih sistemov, ne pa pač pa zelo mil pri tem, kako recimo bo urejal ali pa kontroliral neke te generativno umetno inteligenčne sisteme, ne, ki načeloma ne bi imeli toliko vpliva na človekove pravice, čeprav, kar smo se prej pogovarjali, naše stališče je, da imajo velik vpliv na človekove pravice, recimo pravico do informiranosti, do neke odgovornosti, na vse to bo pač vplivajo že ti zdaj generativni modeli zdaj. Kar nas skrbi pri aktu, no, kakor je zdaj zaenkrat postavljeno, bomo še pač videli, kako sem rekla, te guidelines je, da izpušča nekatere rabe, ki so zelo škodljive, ne. Recimo dovoljuje uporabo umetno inteligenčnih sistemov za nadzor meja, kar pač vemo, da lahko krati pravice ljudi, ki pač prehajajo meje. Ne samo pač pravice tujcev, ko vstopajo v države Evropske unije, ampak pač tudi naše pravice, vsi bomo šli čez iste nadzorne postopke, naši podatki bodo shranjeni v bazah neskončno dolgo, in to pač je v bistvu nek vpliv na pravico do zasebnosti, ne. Lahko se uporabljajo umetni inteligenčni sistemi za recimo vojaške namene, to ni regulirano znotraj akta o umetni inteligenci, in pač če ste kaj spremljali, kaj se je dogajalo v Gazi, tam je recimo umetni inteligenčni sistemi so pripomogli k temu, da je tako uničenje in da je toliko žrtev. Tako da to so neke stvari, ki nam manjkajo, in bomo se tudi pač naprej poskušali ukvarjati s tem, da se vsaj na nacionalnem nivoju še tukaj karkoli ureja. Tako, drugače pa pač ja, ogromno, velika tema, 10 ur bi lahko govorili o tem. Kaj je moralna raba umetne inteligence oziroma etična raba umetne inteligence? Oziroma, ker malo se mi zdi, da smo zdaj tam nekje v 3. letu uporabe Facebooka, ker je Facebook prišel, še nima še walla, lahko mu daš vse svoje slike pa kontakte do vseh svojih
prijateljev na telefonu in to vsi z veseljem damo, ker ne razumemo, kaj je. Pač ta ideja etične uporabe socialnih omrežij sploh še ni prišla na uho, mogoče malo poenostavljam, ampak zaenkrat je to super tehnologija, kjer na prvo žogo ne vidimo problematičnih uporab, razen zlorabe mogoče osebnih podatkov ali pa nekaj drugega. Pa da smo malo bolj konkretni, kaj naj jaz kot podjetje naredim, ali pa kaj naj jaz kot oseba naredim za to, da bom moralno etično uporabljal umetno inteligenco, da ne bom zdaj naredil istih bedarij, ki sem jih naredil pri Facebooku. Mislim, da pač to si dal ful dober primer. Socialna omrežja itak uporabljajo umetno inteligenco, zato da nam bolj z algoritmi servirajo vse grozne poste, ki so zdaj nahajpani. In kako so se ti pač algoritmi učili, so se učili od tega, kar smo pač mi objavljali. Tako da mislim, da pač isto je zdaj uporaba ChatGPT-ja za to, da ta ChatGPT piše, poročila o delu. Pač če damo v ChatGPT neke osebne podatke, EMŠO-je, naslove, datume rojstva, davčne številke osebne, pač ti podatki ostanejo v bazi. Ti podatki bodo pač ostali v ChatGPT-ju in pač če bomo skozi feedali neke take osebne informacije v te sisteme, te baze bodo na koncu vsebovale vse o naših življenjih. In to se mi zdi, da pač to je neka stvar, na katero moramo biti pozorni in pač poskušati uporabljati ChatGPT brez nekih takih osebnih informacij. Če ga že moramo pač uporabljati, če pišemo poročila o delu, pač dajmo napisati ime, priimek, bla, bla, neki, ne pa Peter Mesarec. Mislim, drug vidik oziroma drugo, kar lahko podjetja naredijo, je pač spet v skladu s tem s konceptom digitalne suverenosti, je, da pač ne uporabljajo ChatGPT-ja na spletu, ampak da si poinštalirajo neki odprtokovni jezikovni model in ga poganjajo lokalno. Recimo, potem se lahko izognemo takim pastem, da pač odtekanju kakih podatkov in tako naprej. To se mi zdi en vidik, drugo pa pri sami rabi, če bi se navezal še na generativno inteligenco, da se stvari označujejo transparentno, da pač če si uporabil umetno inteligenco oziroma generativno umetno inteligenco, pa ne govorim pri vseh stvareh, ampak samo pri tistih stvareh, za katere, če govorimo zdaj o moralni odgovornosti, pri tistih stvareh, za katere bi lahko bile problematične, da bi pri ljudeh lahko povzročile dvom, a je to zdaj resnično ali ne, da tam pač greš nasproti tem ljudem in pač bodi si uporabiš nek watermark ali pa pač da poveš, to je bilo ustvarjeno z umetno inteligenco, da pač preprečiš neke te dileme, ki bi bile moralno sporne. To sta še dva vidika vredna omeniti. Ja, čeprav ta ideja, naredi si odprtokoden svoj LLM pa ga laufa je, zdaj smo spet tam nekje, naloži si Open Office, pa z njim delaj stvari v službi. Teoretično se sliši fajn, res je pa treba veliko vložiti za to, da bi lahko imel to resnično dobro narejeno in da bi bilo resnično uporabno. Tako da, čisto iskreno, jaz se seveda strinjam, ampak čisto iskreno, ne vem, če bo to šlo skozi. Zagotovo ne bo šlo, samo lahko pa imamo neke te aspirativne cilje in pač nekdo, če je komu to pomembno, mislim, pač moramo imeti te, kako bi rekel, pač neke maksime, da pač vemo vsem, kaj bi bilo bolj prav. Zdaj, na podjetju samem pa je, kaj se odločijo, nekateri tudi najbrž reciklirajo svojih smeti ali kaj pač. Pa tukaj bi še sam dodala, tadej, ko si omenil digitalno suverenost, da pač ena stvar je, mislim, totalno odvisni smo potem od pač nekih velikih podjetij, njihovih kapric, lahko se pač odločijo iz danes na jutri, zdaj ta storitev bo pa, stala toliko pa toliko, ali pa, toliko pa toliko bo stalo, če hočete zbrisati neke podatke ven iz te storitve,
ali pa mogli boste plačati, da ne boste več dobivali oglasov, medtem ko boste uporabljali to storitev. In smo čisto v nekem kaosu, kapitalističnem kaosu, pristanemo na konc, kjer noben od nas ne bo več fajn. Tehnofeudalizem, oziroma kot Ja. se tam danes rado reče, da smo odvisni od teh tehnogospodarjev, in če bi bile podjetja bolj odgovorna, oziroma vsi institucije in tudi na koncu uporabniki, ne bi imeli tega problema, ne bi bili podvrženi njihovim kapricam, oziroma njihovi gonji za profitom. In tudi to, Peter, kar si prej omenil, Open Office, ne? Zdaj je res smešno uporabljati te neke odprtokodne nadomestke Worda in podobnih zadev, ker ne delujejo, ne delujejo tako dobro, pa niti niso kompatibilni z nekimi zaklenjenimi sistemi, ne? In recimo država uporablja Microsoftove rešitve in zato, ker če se prijaviš na razpis od države, moraš pol v Excelu nekaj dodati, ne? Če bi država spodbujala odprtokodne rešitve, ne samo programski opremi, ampak tudi recimo, kako smo rekli, če bi država naredila svoj large language model, ne, pa bi načeloma slovenska podjetja lahko to uporabljala, ne bi imela nobenih težav, tudi sama ne bi rabila investirati, ker bi to naredila država. Tako da ja, jaz tudi se strinjam s tem tukaj, da moramo imeti visoke cilje in poskušati nekako pušati in mislim, da bi lahko bilo boljše, kot je zdaj. Sodišča uporabljajo Open Office zato, da imajo zasebnost. Zanč javljaj, ko sem nekaj predaval. No? Ne vem, nisem se s tem ukvarjal. Ampak ja, mogoče smo tam fejlali, vsi smo bili preveč, Word je vseeno cool, pa če ne morem prenesti datoteke iz enega drugega, potem imam veliki problem in smo zamudili, pa mogoče dajmo tukaj ne zamuditi. Ja, to se mi zdi dober nauk, tudi ko si rekel prej s Facebookom, ista analogija, tam smo tudi zamudili nekako, na začetku je bilo vse, dajmo si vse šerati in tako naprej in potem 10 let kasneje ali 15 let kasneje, ne vem, te ugrabljene volitve in tako brainwashani ljudje in conspiracy teorije in vse to, kar se ne bi zgodilo, če bi mogoče bili na nekih drugih rešitvah. A imamo, spet... Jaz sem zdaj zaposlen v srednje velikem slovenskem podjetju, rad bi uporabljal umetno inteligenco, pa bil odgovoren. Zdaj ne morem iti IT-ovcem reči, zdaj pa kle zakurbljajte 17 Nvidijinih mašin, pa dajte gor lamo, zato da bo meni delala. Ali imamo iz nekega uporabniškega vidika orodja, v katere lahko ljudi usmerimo, pa rečemo, to je pa orodje, ki ga pejte uporabljati, pa bo bolj etično kot ChatGPT, Copilot ali pa Gemini? Ja, mislim, da ni tudi tako, da rabiš glih 17 teh grafičnih, pa tako da ni tak velik zalogaj, da recimo downloadaš lamo od Facebooka, ki je sicer od Facebooka, ampak je odprtokodna in jo poganjaš lokalno. Se to ne pomeni, da ti greš, da moraš trenirati svoj nov model, samo to, da uporabiš vsaj, da ti podatki pol ne odtekajo, ki jih opisuješ. Tako da to ne bi smel biti tak zalogaj za to rabiš to lahko lokalno nekdo z normalno grafično kartico inštalira. Ljudje si tega ne bodo, mislim. Ja, mislim. Ne, se vem, ok. Zelo se bo treba potruditi za to, da bomo etični in moralni. Ne, ampak se ta vidik še, tudi ko si prej omenil, oziroma Jasmina omenila, da ni zdaj samo to, da si zdaj etičen, pa odgovoren, pa priden, pa tako naprej, pa da rešuješ svet, ampak konec konca se ti lahko tudi na tvojem bottom lineu pozna, kot ti prej rekla Jasmina, da lahko oni spremenijo cene ali pa nekdo, ki je bolj suveren, bo boljš prišel skozi neko krizo ali pa neko premetavanje, ali pa ko bo neka firma kupila drugo firmo, pa bojo ukinili neko storitev, na katero si navezan. Tako da iz tega vidika tudi ni, same investicije mogoče ni, mislim, treba gledati na to tudi kot neko investicijo. Res je, ja. Ok. Eni od mojih naslednjih intervjujev bo Astra.si, slovensko orodje, ki dela s ChatGPT-jem, in poskuša pomagati, biti virtualni inštruktor
slovenskim maturantom, maturantkam in ostalim, ki se prijavljajo na priprave, ki pač rabijo matematiko. Zdi se, da je ideja šolstva z uporabo generativne umetne inteligence razpadla. Mislim, razpadla, spet ne. Moramo imeti neke maksime, si prej rekel. Ne? Ampak jaz se spomnim, ko sem prišel na FDV, je tam neimenovani gospod profesor, zelo spoštovan, prinesel prosojnice, jih dal na graf in nam razlagal, medtem ko smo mi sedeli za računalniki in si zapisovali stvari. Ne? Ta nek napredek, razumevanje razvoja v šolstvu zna nekoliko zaostajati pred realnostjo. In zdaj imamo pa tukaj tehnologijo, ki mi omogoča, da domače naloge, maturo, kontrolke rešim v sekundi. Kakšno bo naše šolstvo? Kaj mora šolstvo narediti, da bo boljše? Da bo reagiralo na to, kaj se dogaja? No? Mislim, da da umetna inteligenca, pa zdaj ti si, kako si rekel, ChatGPT, ti reši domačo nalogo. Mislim, da tukaj moramo pa si postaviti eno drugo vprašanje. Mislim, da za to ni kriv ChatGPT, ampak slabe domače naloge. Mislim, pa ne v smislu, da, ampak kaj hotela reči, da tudi ko smo mi hodili v šolo, je bilo neumno, da smo imeli domačo nalogo, ki nas ni učila razmišljati, ampak nas je hotela nam vcepiti nekaj v glavo. Ne? In da mislim, da šolstvo, da slovensko šolstvo že več let ima ta problem, to je moje osebno mnenje, no? Da mogoče ne vzgaja dovolj nekega kritičnega razmišljanja, pa te neke samorefleksije in kreativnosti, no? In da nas zelo v neke škatle tišči neke ozke smeri razmišljanja in da obviously ChatGPT ti lahko napiše dober esej ali pa dobro domačo nalogo, ne matematično. Če pa se šolstvo tukaj začne spreminjati bolj v smer nekega kritičnega razmišljanja, mislim, da tukaj ChatGPT nam ne more veliko pomagati, ne? Ker neke kreativne, inovativne ideje, drugačni pogledi na stvari ne bodo prišli v ChatGPT-ja, ki je generativen. Ampak bo to v bistvu, jaz mislim, da to mora biti smer, kamor ne gre šolstvo, no? In da pol ne bo nobenega problema. Ja, jaz bi dodal še to, da mislim, se lahko je pametovati pa reči, da vse se mora spremeniti pa tako naprej, ampak pa vemo, da šolstvo je neka taka institucija, ko se prepočasi spreminja in ti problemi, ko jih je Jasmina izpostavila, zagotovo držijo. Bi pa rekel še to, da da bi bilo dobro, da se razmišlja v šolstvu, ki je kompatibilno z umetno inteligenco. Torej, da ni zdaj, da rečemo, ok, vršimo to vse stran oziroma preprečimo ljudem, da uporabljajo ChatGPT, ampak da razmišljamo korak naprej in se zavedamo, da ta orodja bodo itak ostala z nami, tudi ko bodo ti otroci odrasli, jih bojo uporabljali, tako da temu rajš, da bi bilo dobro, da šolstvo nekako to integrira, ta orodja v sam proces, ne, in to čim prej. Ne. Jaz se spomnim, se mi je zdelo blazno kul, ko smo bilo v osnovni šoli ali v srednji šoli, ko smo lahko pri fiziki nekje uporabljali kalkulatorje in smo tako, ko sem bil mali, smo govorili, kakor kalkulatorje lahko uporabljaš pri testu, ne, in sem bil tako, to pa ful, bomo imeli zdaj vsi petke, ne, ampak se je skazalo, da ni bilo čisto tako da na tak način bi jaz poskušal gledati. Ok. Temo počasi zaključiti. Katere, ponavadi na koncu vprašam eno stvar in to je, s katerim delom umetne inteligence se vidva igrata, je kakšna takšna stvar, ki vam je v zadnjem času pritegnila pozornost, pa vam je zanimiva, pa bi jo delila? Ker tedaj se bolj igra. Jaz kar spremljam, poskušam skoraj vsako drugo, dosti teh orodij malo sprobati, malo pognati. Včasih me katero preseneti pa navduši. Zadnje čase sem malo testiral te generativne video zadeve, ampak vedno se mi zdi, in to se mi zdi, da tudi na splošno nek problem generativne umetne inteligence, da ta prvi vtis
je ful dober, ne, pač wow, vse se da, ampak potem, ko pa poskušaš, ko se pa drugič vrneš, pa poskušaš za nek problem oziroma rešiti s tem neko dejansko stvar, ki zdaj pa rabim sliko točno tako, vem, da jo bom uporabil tam in tam, takrat pa potem teže prideš do neke rešitve. Potem pa se zgodi, da ja, ne moreš dobiti točno take slike in moraš potem nekaj hackati in potem na koncu zgubiš še več časa, kot če bi šel to v Photoshop ali pa nekaj narediti. Tako da to me malo skrbi, da bo pač se na koncu izkazalo, da smo res dosegli pri generativni umetni inteligenci to ta nek plafon, skozi katerega ne bo šlo, ne. Ampak ne, pustimo se presenetiti, pač temu, jaz upam, da bo šlo še naprej. Ampak pa bomo rabili uporabljati našo kreativnost, da bomo lahko imeli dobre rešitve, vidiš. Brez tega ne bo šlo, po mojem. To pa vsekakor. Ja, nič. Hvala lepa obema. Mislim, da smo marsikaj odkrili, kar je bilo nujno povedati o umetni inteligenci. Kje vas ljudje najdejo, kje danes je nov dan, kaj delate takega, da bi spromovirali in kam usmerite ljudi, da pogruntajo vse, kar počnete? Na našem spletnem mestu danes je novdan.si, načeloma objavljamo vse, ampak vabimo pa tudi, da se prijavite na občasnik, naš mesečni novičnik, kjer v bistvu objavljamo vse neke novice v našem delu, pa tudi zanimive novice od drugih, ki se nam zdijo pomembne za prebrati. No, je pa to danes je novdan.si/obcasnik. Enkrat na mesec, ne spamamo. In pa seveda na Twitter in na TikTok. Pa na Instagram. Rajš na ta mail, mislim na newsletter. Ja. Na Mastodon. Drugače pa jaz bi še ta razkrinkaj AI ljudi povabil, da preizkusijo svoje sposobnosti, pa da mogoče pošljajo svojim staršem. Se mi zdi, da bi bilo sploh koristno, da tudi starši, oziroma vsaj tisti starši, ki so, mislim, starejši ljudje, ki so za to probali, so bili predvsej presenečeni in se jim je zdelo koristno to videti. Absolutno. Jaz bom po moje to dodal v svoje prezentacije. Jasmina, Tadej in vsi ostali na danes je nov dan, mi smo zelo veseli, da vas imamo. Super ste in super stvari delate, zato hvala lepa. To je to. Lep dan, se vidimo. Hvala tudi tebi, Peter, za to, kar počneš. Čau. Čau. Čau.